Konec počitnic v družinski vsakdan ponovno vrača več reda in obveznosti, zato so zdaj mnogi starši in otroci podvrženi psihičnemu in fizičnemu stresu. Posledica so lahko različne zdravstvene težave. Kako jih lahko preprečimo, omilimo ali pozdravimo, pa lahko izveste v naslednjih minutah. Dnevno se srečujem s starši, ki so obupani zaradi svojih malčkov, nekaj časa so v vrtcu, pa potem spet doma in to se ponavlja skozi celo zimo. Kaj lahko storimo? Zdravstvene težave otrok največkrat zares pestijo družine, lahko rečemo, ravno v času, ko naše kraje pride hladnejše vreme, ko se dnevi krajšajo in seveda, ko je naš organizem zaradi obilnejših ali pa večje količine obveznosti bolj obremenjen. In v tem času, ko radi rečemo, da se pojavljajo sezonska obolenja, ne zbolevajo samo otroci, tudi odrasli, pa vendar otroci spadajo v tisto bolj občutljivo, kot radi rečemo, skupino, zato je skrb zanje še posebej pomembna. Torej, močan imunski sistem je ključ do zdravja, bi lahko rekli. V Medexu na osnovi dolgoletnih izkušenj pri razvoju izdelkov tako za odrasle kot za otroke in seveda na podlagi sodelovanj z različnimi institucijami, strokovnjaki, zdravniki, pediatri ugotavljamo, da je resničen ključ za ne samo prebolevanje bolezni, ampak predvsem tudi preprečevanje močan imunski sistem, torej krepitev imunskega sistema, v tem primeru otrok. To se pravi, moramo delati na tem, da krepimo imunski sistem. Tako je. In to najbolje naredimo tako, da ga stabiliziramo. To pa lahko dosežemo z uporabo že povsem naravnih pripravkov, izdelkov, ki bodo torej poskrbeli za vnos tistega, kar naše telo potrebuje. No in za krepitev imunskega sistema je zagotovo nepogrešljiv v naši lekarni, lahko rečemo, matični mleček, ki torej bo poskrbel za močan imunski sistem, tako odraslih kot tudi otrok, pri otrocih pa tudi za njihovo zdravo rast in pa razvoj. Kaj pa storimo, če pri otroku kljub vsemu opazimo pomanjkanje apetita, slabo počutje, bakterijske in virusne okužbe? Kaj lahko naredimo? Pa da omenimo tudi alergije. Če se pojavi katerakoli od naštetih indikacij, je seveda pomembno ali pa prav, da poiščemo pomoč strokovnjakov. V začetku pa bo zagotovo dovolj že prava preudarna izbira kakovostnega prehranskega dopolnila, ki bo torej zagotovil potreben dnevni vnos vitaminov in ostalih hranilnih, mikrohranil, kajti vemo, da današnji čas, današnji način življenja in tudi današnja sveža hrana ne vsebuje več dovolj mikrohranil, mi pa imamo vedno večje potrebe, zaradi vedno večje aktivnosti. Zato nam ne preostane drugega, kot da posežemo po prehranskem dopolnilu in pri tem je res pomembno, da izberemo kakovostnega, tistega, ki torej vsebuje mikrohranila, vitamine in ostale mikrohranila, ki torej jih naše telo potrebuje. Vedno pa je najbolje poskrbeti za preventivo in ne čakati, da bo potrebna že kurativa. Kaj pa čebelji pridelki, matični mleček ste že omenili? Če smo že omenili matični mleček, naj poveva, da je zelo pomembna kakovost matičnega mlečka in ne samo njegova količina. Torej izbiramo matični mleček, ki vsebuje kar se da največ ključne učinkovine, to je 10-hidroksidvodecenska kislina ali krajše 10-HDA. Gre za nenasičeno maščobno kislino, ki se v naravi nahaja izključno v matičnem mlečku in ravno ta ima oziroma določa kakovost in posledično učinkovitost matičnega mlečka na naš organizem, torej tudi na organizem otrok. In ni pomembno, da otrok zaužije veliko količino matičnega mlečka, pomembno je, kako kakovosten je. Torej, da vsebuje kar se da največ 10-HDA. In pri izbiri izdelka z matičnim mlečkom bodimo torej pozorni, da je vrednost 10-HDA deklarirana, torej označena na embalaži, hkrati tudi standardizirana, torej da ima zagotovljeno vedno enako kakovost. Vsi ostali čebelji pridelki pa so prav tako izjemnega pomena za ohranjanje dobrega počutja in zdravja tudi otrok, torej med, propolis, tudi cvetni prah, naj bodo v naši domači lekarni in z njihovo redno uporabo bomo letošnjo jesen zagotovo dočakali v naravi, ne v posteli.